Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pozdravljeni v moji družbi, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo WW Faktor. Kje so meje umetniške svobode? Pri iskanju odgovora na vprašanje, kako daleč seže umetniška svoboda kot posebni izraz pravice do svobode izražanja oziroma kje je meja med to ustavno pravico in ustavno varovanimi osebnostnimi pravicami, med katere sodi tudi varstvo časti in dobrega imena, je nedvomno treba upoštevati tudi specifiko umetniškega ustvarjanja, kar se je pokazalo pri prepovedanem koncertu. Poglejmo video. Pozdravljeni, z mano sta naša stalna komentatorja Bojan Požar in pa Sebastijan Jeretič. Dobro večer obema. Dobro večer. Zdaj, vprašanje tega bistva umetniškega delovanja je pač tudi svobodno ustvarjalno oblikovanje, v katerem se odražajo pač ti umetnikovi vtisi, izkušnje in doživetja, ki jih umetnik prek neke določene umetniške izrazne oblike posreduje javnosti, ne. Za literarno umetnost je bistveno, da umetniku zagotavlja prosto izbiro teme, prav tako pa tudi prosto opisovanje izbrane teme. Primeri, v katerih lahko pride do kolizije med pravico do umetniškega ustvarjanja in ustavno varovanimi osebnostnimi pravicami, so raznovrstni, kar je treba upoštevati tudi pri njihovi presoji. Pa me zanima mogoče, Bojan, ali je tu šlo za kršenje te pravice do svobodne svobodne umetniške ustvarjalnosti pri tem prepovedi koncerta Thompsona? Ja, ne samo za to, ne. Jaz mislim, da je to šlo tukaj za kršitev več stvari, ne samo za umetniško ustvarjanje. Šlo je tudi za kršitev neke vrste svobode govora, neke vrste svobode izraževanja, pa tudi neke vrste koncev kršitve svobode do neke podjetniške pobude, do opravljanja nekega posla. Tako da ta stvar okoli Thompsona, prepovedi koncerta v Mariboru, ima bistveno širše dimenzije, kot recimo samo prepoved kakšnega umetniškega ustvarjanja. Ja, to se strinjam s tabo. V bistvu nismo imeli, ni namen naš, da bi govorili o nekih ideoloških vprašanjih nocoj, ampak predvsem o tem, kakšne posledice bo imelo to za slovensko družbo, ta prepoved bistvo tega koncerta, ker koncev ta pravica policije ali pa ministrstva je lahko zelo široka, ne, Sebastijan? Ne, vsekakor. Tako kot je rekel Bojan, tu ne gre samo za omejevanje umetniške svobode, ker to bi bila recimo cenzura, prepoved objave mogoče kakšne pesmi ali kakega dela. Tle gre enostavno za politično odločitev, da je v tem trenutku tisto, kar je treba v Evropi najbolj, dajmo reči, negativno opisati, skrajna desnica. Sploh, če ima neko ikonografijo, ki je kakorkoli povezana z poraženci druge svetovne vojne, ne. In tle je šlo za to. Zdaj, vsaka svoboda ima seveda svoje omejitve, ne obstaja brezmejnost. Že zaradi tega, ker sobivamo v skupnosti, je pa vsakič konkretna politična odločitev, ki se odloči, ali nekaj prepove ali ne. Pred leti, recimo, nihče ni pomislil, da bi prepovedal Mladino, ki je imela na naslovnici Marijo s podgano v naročju. Pa je bilo to zagotovo žaljivo do vseh katolikov, ampak takrat ni bilo recimo debate o tem. Ampak kot sem rekel, v tem trenutku je celotno Evropo najbolj strah
vzpona radikalne desnice, čeprav mislim, da je v tem, vsaj danes, mogoče celo nevarnejši levi radikalizem, sploh kakšne anarhistične antifa skupine, in da je mogoče res bilo tveganje za ta Thompsonov koncert, ampak ne strani udeležencev koncerta, ampak strani protestnikov, ki so napovedovali tudi agresivne napade na udeležence samega koncerta. Ne? Ampak tu se je policija odločila tako, kot se je, mislim, da se je napačno odločila, to ni pa vsekakor to enoznačna tema. No, to je ta element, ki ga je povedal zdaj Sebastian, je zelo zanimiv. Policija je pač argumentirala, da se je odločila zato, ker je obstajala neka nevarnost, bomo rekel, nekih fizičnih spopadov ali nekaj podobnega. Ne? Ni pa seveda policija povedala to, recimo, ne, pa bi lahko mogoče povedala to, kar je zdaj naminil Sebastian. Mogoče se policija ni ustrašila teh tako imenih privržencev, Perkovića Thompsona, mogoče se je policija ustrašila teh, ki so napovedovali spopade za temi, ki ne bi prišli na koncert. Se pravi tistih shodov, ki ne bi se odvijali, shodov nasprotnika Perkovića, ki ne bi se odvijali pred dvorano Lent. Čeprav jaz mislim, da je šlo tukaj, bom rekel, se popolnoma strinjam z Sebastianom, v nekem momentu je šlo izključno za politično odločitev. Zakaj? Če bi policija imela kakršnekoli zakonske razloge, drugačne, kot jih je kasneje navedla, za prepoved tega koncerta že od vsega začetka ne bi bilo. Policija bi enostavno privlekla na dan, ali pa upravna enota, člen nekega zakona, in bi rekla, gledajte, koncert ne more biti, zato ker krši to in to. In koncerta ne je bilo. Tako je pa bila ta argumentacija, popolnoma politično, najprej je bila pripravljena preko medijev se je to pripravljalo, in ko je bila neka mera polna, ko se očitno organizator, ko so pač, ne vem, ljudje, mislim pač nekateri, ki so želeli prepoved tega koncerta, videli, da organizator ne bo podlegel medijskemu pritisku, preprosto izkoristili policijo, jo na nek način zlorabili, pri čemer se je policija pustila zlorabiti in so šli z nasilno preprečitvijo tega koncerta. Zdaj, seveda, obstaja še neka minimalna možnost. Jutri bo v bistvu policija oziroma ministrstvo obravnavalo to pritožbo organizatorjev koncerta, tako da mogoče se še bo kaj spremenilo, ampak je zelo malo možnosti. Seveda, tudi Thompson napoveduje tožbe oziroma organizatorji koncerta zaradi izgubljenega dohodka. Kot vemo, se je pritožil tudi na hrvaško oblast. Zdaj, seveda, verjetno gre na eni strani tudi za neke komercialne interese, v bistvu pri vsem skupaj, Sebastian. Ne, vsekakor. In jaz mislim, da tako kot je rekel Bojan, zaradi res slabe argumentacije policije, češ da so iz tujine, bodo prihajali ljudje, jasno je bilo sporočeno, 28 vstopnic je bilo kupljenih nekako v tujini. Ravno zaradi te argumentacije mislim, da ima organizator dobre šanse, da iztoži državo. Zdaj pa tako, kot je rekel Bojan, lahko bi prepovedali koncert v samem izhodišču. Nedvomno je Thompson, seveda, gledaj, nedvomno je Thompson neka simbolna točka hrvaškega domoljubja, hkrati je pa tudi simbolna točka hrvaškega ustaštva. Torej, ta meja med domoljubljem, da ljubiš tvojo domovino, in nacionalizmom, da sovražiš nek drugi narod, je seveda tenka. Thompson je na obeh straneh, dajmo reči, te meje, nedvomno ikonografija ustaška, in tudi ustaši ga imajo za svojo simbolno točko, pa naj to on hotel ali ne. In če je pri nas to prepovedano, če je to torej nedovoljeno, potem bi morali v izhodišču to prepovedati. Neko izmišljevanje, da obstajajo nevarnosti, da se bodo na koncertu dogajala kazniva dejanja, kakšna, torej nacistična ikonografija, nacistična ideologija, zato ni treba prepovedati koncerta, če se pričakuje, da bo mogoče peščica udeležencev tam takšnih. Je pa, kot sem rekel, v tem trenutku glavna politična fronta vseh, torej seveda najbolj evropske levice, ampak tudi velikega dela zmerne desnice, ki izgublja tla pod nogami, izgublja zaupanje ljudi in se zaradi tega boji vzpona
neke skrajne desnice. Jaz mislim, da so na nek način naredili, zdaj seveda je Thompson in organizatorji so izgubili neki dohodek zaradi tega, ne, ampak na drugi strani so pa Thompson naredili neverjetno promocijo v Sloveniji, se je pravzaprav dost malo govorilo o Thompsonu in zelo malo ljudi je njega poznalo. Vemo, da je imel koncerte, kjer je bilo 60-100 tisoč ljudi, ne, tu je koncert 1200 ljudi, dvorana, mislim, da sprejme 1500 ljudi, zato mislim, da seveda to vendarle, Bojan, kot si rekel, to ni neko veliko varnostno tveganje, v bistvu, ne. Če na tekmah so recimo, 10 tisoč, 15 tisoč, 20 tisoč ljudi, ne. Recimo za policijo to ni neki velik izziv, v bistvu, ne, umiriti tako malo množico, pravzaprav. Ja, to, mislim, ta argumentacija, to, kar zdaj praviš, je popolnoma res, ne. To ni bilo nobeno tveganje za policijo. Če je 28 potencialnih kupcev vstopnic, ne, od tega ne bi jih Tomaž Štih, ne, bivši programski direktor za živalske industrije, kupil 3, tako je rekel, se pravi, ostane še 25, ne, 25 recimo domnevnih, ne vem, domoljubnih ljubiteljev te Thompsonove glasbe, nevarnih za policijo, potem se jaz bojim, kaj je s to policijo, ne. Zdaj pričakujemo recimo razsodbo arbitražnega sodišča, ker se lahko zgodi, ne, recimo, da bo Slovenija mogla pod narekovaj okupirati, ne, del Piranskega zaliva, ne, mislim, zdaj pa se bojimo 20, ne vem, hrvaških domoljubov, ki ne bi prišli sem iz Avstrije, prišli od Thompsona, ne. Po drugi strani pa ta argumentacija te prepovedi še posebej srhljiva za vse, ne? Recimo vlado, tudi recimo zate. Ti lahko jutri, ne, dobiš odločbo policije, da obstaja nevarnost, da se bojo zaradi te tvoje vdaje, ne, recimo se pojavljajo neki izgredniki tukaj in ti policija prepove snemanje vdaje. Mislim, to je ta argumentacija, to je jasno povedati gledalcem. S takšno argumentacijo je policija prepovedala tak Thompsonov koncert in zdaj, kje so meje tega, ne? Kdo sprejema te odločitve? Mene bi recimo zdaj, jaz mislim, da treba narediti neke vrste, kako bi rekel, interno preiskavo, ali pa kako se temu reče, nek nadzor, ne? Neko revizijo te odločitve, ker treba videti, ne, kdo za božjo voljo je pa policiji, ne, naročil, tako je, ker gre za politično odločitev, naročil takšno odločitev, no. Dobro, seveda to je ena dimenzija vprašanja. Ob tem, da je v pripravah na tako odločitev je bila pa v medijih napisana cela vrsta laži. Govori se o tem, da so Thompsonu prepovedali, da ima Thompson prepoved nastopanja v Avstriji, Švici in Nemčiji, kar ni res. Thompson je koncertiral tudi v Avstriji, tudi v Švici in tudi v Nemčiji, ne. To je cela vrsta, bom rekel, nekih medijskih laži. Ta mariborski večer sem napisal primerjavo na Twitter, se je obnašal kot Hitlerjev Völkische Beobachter pred drugo svetovno vojno in celo končalo se tako. Tudi Völkische Beobachter je pozival policijo, naj naredi red. In tako se je zgodilo zdaj v Mariboru, no. Zdaj, seveda bo zanimivo, verjetno ne bo samo neka revizija, kot si ti rekel, te odločitve, ampak bo na koncu odločalo sodišče, po mojem, v tem primeru. Morate nekaj vedeti, ja. Ne, Vlado in Sebastian, ne, mariborska policija, to poznamo iz primera Kanglerja, tudi jaz sem že objavil te dokumente, mariborska policija je znana po tem, da tja prihajajo anonimke, ki so policijskega izvora, na podlagi katerih se policija potem odloči za ukrepanje, prisluškovanje, ne vem kaj še vse. Dobro. In ne bi me čudili, če bi podlaga te odločitve policije bile tudi neke anonimke, za katere obstaja zelo velika verjetnost, da jih je napisala policija sama. Dobro, te izkušnje imam tudi sam, ne. Včeraj sem bil v Slovenj Gradcu in vem, kako deluje policija, kjer sem pač v neki zadevi, kjer sem obsojen ne zaradi miselnega delikta, ampak šele zaradi tistega virtualnega delikta, ampak ne bi o tem. Zdaj, meni je pomembno, seveda, kakšna bo odločitev sodišč v obravnavanem primeru, ne. Sodišča do zdaj so nekako stala na stališču, da mora biti tudi v primeru, če gre za literarno delo, avtorjev pravica, zdaj zelo velika, ne. Mislim, redko se zgodi, da bi nekako zahtevali prepoved knjig ali pa prepoved koncertov ali prepoved pesmi zaradi tega, ker je pač recimo tožnikova pravica do časti in dobrega imena, avtorjeva pravica pa do svobode umetniškega izražanja. Zdaj, čigava čast in dobro ime pravzaprav bi bila s tem koncertom po tvoji oceni, Bojan? Ne bi bila, ne, zato se oni niso odločili za to argumentacijo, ker so vedeli,
odločili, da ne morejo koncert prepovedati na podlagi nekih Thompsonovih pesmi, sicer bi mogli prepovedati, ne vem, ogromno koncertov. Tudi Bora Đorđević jutri ne bi mogel nastopati v Mariboru, ker poje v nekaterih pesmih ubičemo sve Hrvate in podobno, Ustaše in tako dalje. Ti misliš, da je Bojan, da je bila tu kršena pač ta 59. člen Ustave o svobodi umetniškega ustvarjanja? Ne, oni Thompsona niso mogli prepovedati po nobenem členu kazenske zakonodaje. Zato so se odločili, da ga bo prepovedal iz varnostnih razlogov. In to je nevarno, ker iz varnostnih razlogov je pa možno prepovedati vse. Tu zapreti tržnico v Ljubljani, prepovedati vožnjo Sebastjana iz Kopra v Ljubljano in nazaj. Vse je mogoče narediti iz varnostnih razlogov. No? To je najbolj nevarno, po mojem, v tem primeru. Še dobro, Sebastjan, da si ti v Kopru, ne, v bistvu, in da ti ni treba priti v Ljubljano. Ne, v bistvu. Tudi mi nimamo neke kriminaliste, v katere bi zaupal. Dobro, jaz bi na tej točki zaključil to temo, pa seveda v naslednji bomo govorili o zelo zanimivi temi, o 11. kongresu SDS, prav tako v Mariboru v soboto, ko bi se moral odviti ta koncert Thompsona po oglasih.